SBC Aktualno, podcast kluba slovenskih podjetnikov. Lepo pozdravljeni v premiernem SBC podcastu SBC Aktualno. Danes, na ta četrtek 26. oktobra pozno popoldne, bomo govorili o korupciji in integriteti. Z mano bodo o tem razpravljali Simona Špilak, kadrovnica, sicer pa lastnica in direktorica BOC inštituta, pravnik Gorazd Podbevšek, predsednik Združenja nadzornikov in tudi avtor zakona o SDH-ju ter državni tožilec iz specializiranega državnega tožilstva Luka Molk. Pozdravljeni in dobrodošli seveda v našem studiu. Hvala lepa za povabilo. Ni za kaj. Zakaj bomo o tem govorili? Zato, ker je bilo v zadnjem mesecu morda več afer, kot smo jih vajeni, ali pa je tak vsaj občutek. Nekako se je začelo z vprašljivostjo poti v New York, pa potem z razpisom skoraj 7 milijonov prav tako Ministrstva za javno upravo, pa potem računalniki Ministrstva za digitalizacijo, ki očitno nimajo nekega pravega naslovnika, pa hišne preiskave na SDH-ju, pa hkrati podkupovanje domnevno na Darsu, ovadba zoper Žuglja zaradi vpogledov v osebne račune domnevnih političnih nasprotnikov in še. V glavnem v zadnjem času je bilo tega res veliko, zato za vas vprašanje, je to samo občutek ali je morda res število afer večje, kot smo vajeni, in zakaj? Je nekdo boljše dela, gre za politični obračun, glede na to, da so bili tarče na eni in na drugi strani, gre morda za sprevračanje pozornosti z nekih morda pomembnejših vprašanj, tipa, kje bomo dobili denar za poplavno obnovo in kakšno je stanje v slovenskem proračunu. Zakaj nenadoma toliko razkriti v javni upravi in državnih podjetjih? Ja, odkrito povedano ne vem, da bi zdaj imel neko informacijo točno, kako, zakaj do tega pride, ne vem. Kot optimist sicer verjamem, da nekaj je na tem, da se zavedanje v pomenu integritete in tudi neka toleranca do ravnanj, ki so neintegritetna ali pa imajo znake korupcije, manjša. In bolj, ko je to nesprejemljivo družbeno, težje je to početi oziroma večje je tveganje, da tudi pride ven. S tem pa, da to pogostost ali pa zakaj pa v nekem valu pride več stvari naenkrat v javnost, to pa je mogoče hkrati povezano tudi s tem, da nekdo, ko je napaden, se brani. Vem, da enkrat sem se pogovarjal s kolegom iz KPK-ja, ki je rekel, da zelo mnogo je prijaviteljev korupcije, ki sami niso najbolj integritetne osebe in da gre dostikrat za neke bitke med različnimi strukturami moči ali pa nekimi interesi, ki pripeljajo do tega, da se tudi neke formalne postopke uporabi za to, da se nekoga drugega napade. Na koncu je pravzaprav vse eno, kaj je motivacija. Ni treba, da je vzgib plemenit in da bomo imeli same nesporne žvižgače, ki bodo popolni ljudje v vsakem pogledu. Tako kot je bilo že večkrat, tista fraza, svetloba je najboljši sterilizator in kar pride ven, je ponovadi vedno koristno oziroma tudi pripelje do nekega razčiščenja. Tako je, ponovadi je vedno v zadnje nek interes, zakaj nekdo želi, da nekaj pride ven. Vprašanje za vas, že skoraj slabo leto velja zakon o zaščiti žvižgačev. Je morda to kakorkoli pospešilo oziroma ima morda tožilstvo že kakšen primer, ki je prišel tako daleč ravno zaradi prijave nekoga, ki je bil žvižgač? Ne, ta zakon o zaščiti prijaviteljev je z tožilskega vidika relativno neuporaben. Težišče namreč daje zaščiti prijaviteljev v okviru delovnih organizacij, kjer so zaposleni in kjer zaznajo kršitev nekih predpisov. V nekih manjših segmentih se sicer dotika tudi tožilsko-policijskega dela, ampak to, kar bi si večina žvižgačev želela, njihovo popolno zaščito, anonimnost, tega v kazenskem postopku žal ne morejo dobiti. Najkasneje na glavni obravnavi ima vsak obdolženec pravico soočiti se z vsemi obremenjenimi dokazi, torej tudi za žvižgače, najkasneje takrat bo razkrita identiteta žvižgača. Obstaja sicer izjema, kadar bi bilo ogroženo življenje ali petelo te osebe, ampak
to v primerih, ki ste jih prej omenjali kot izhodiščna, najverjetneje ni izpolnjeno. Pa je tudi občutek, da je manj razsodb obsodilnih ali oprostilnih ravno zaradi korupcije. Predvsej je afer, predvsej je nekih medijskih objav, nekako je pa občutek, lahko je samo občutek, da je malo epilogov. Recimo spomnimo se 20 let od tega primera Šuštarja, pa recimo primera Talerja. Zdravniki so bili pogosti obiskovalci sodišč zaradi podkupovanja. Je to samo občutek torej, da je takih primerov, ki se nekako končajo na sodišču manj, ali je, če gledamo gospodarski kriminal, kar tam nekje, pa je morda samo občutek tak zaradi večje odmevnosti? Statistični podatki zadnjih nekaj let res izkazujejo nižjo stopnjo. Sicer v letu 2022 smo imeli na specializiranem tožilstvu, mislim, da okoli 280 odprtih primerov, tako da to ni tako malo, je pa res, da do vložitve obtožbe in potem tudi do sodbe se število drastično zreducira. Zdaj, zakaj trenutno malce več? Opažamo, da v teh malce srednjeročnih intervalih, oziroma malce daljših intervalih, takrat, kjer so časi hudi, kjer gospodarstvo peša, takrat je več prijav kaznivih dejanj, tudi korupcijskih, ko pa gre vsem dobro, takrat pa tudi ni interesa, da bi se to naznanjalo in takrat je tega tudi manj. Tako da nek cikel je mogoče zaznati tudi pri ovajanju in potem posledično po primerih, ki pridejo na sodišče ali pa vsaj na tožilstvo. Upamo torej, da to ni zdaj nek jasen znak in napoved recesije, ki prihaja. Za vas iščete vodilne vodstvene kadre, torej tiste, ki morajo skrbeti za to, da se v organizacijah, podjetjih dela tako, kot je treba. Predsednik nadzornega sveta Darsa je po seji, kamor so klicali upravo, rekel dve stvari, ki sta mene nekoliko presenetile. Prvič, mi nadzorniki itak ne moramo se s tem zares ukvarjati, bomo predali. In druga stvar, to je bilo po liniji navzdol, uprava ne more vedno paziti. Torej, kako najdeti vodstveno osebo, ki bo moralna, ki bo nekoruptivna in predvsem ali se v postopku iskanja, ki traja lahko kar dolgo časa, lahko že vnaprej pokaže, kdo tak ni. Se da čez teste, psihološke teste, razgovore ugotoviti, kdo je nagnjen korupciji, pri komu so tveganja večje kot pri nekom drugem. Ja, res je zanimivo vprašanje. No, bom začela 2 koraka nazaj. Vse, kar se trenutno dogaja, je rezultat preteklega dela. Torej dela nekoga. Bodi si tistega, ki je prevzel odgovorno funkcijo, ali tistega, ki opravlja vodstveno pozicijo v podjetju. Bodi si podjetje v državni lasti ali gospodarstvu. Zanimivo je, no, da če primerjamo vsej po mojih izkušnjah gospodarske družbe in organizacije in družbe v državni lasti, da so procesi izbire na obeh straneh lahko zelo podrobni in natančni. Bistvena razlika pa je na koncu pri odločevalcih, kako transparentni so in s kakšno integriteto delajo. Kako identificirati lastnosti, predvsem osebnostne lastnosti, ki lahko nekoga pripeljejo do tega, da se poloti korupcije ali ne, je v bistvu enostavno ali pa tudi ne predvideti. Torej, težko ali enostavno. Začne se pa pri tem, da v bistvu vsak človek nekako začne pri svoji lastni integriteti, hkrati pa podjetje tudi pri procesih, ki jih ima vzpostavljenih. Torej, če ima podjetje jasno vzpostavljene procese, preventive preprečevanja korupcije v smislu edukacije, izobraževanja svojih vseh kadrov, ne samo vodstvenih, kaj je dovoljeno, kaj ni in kje so lahko pasti, takrat seveda obstaja neko zavedanje oziroma vsaj priložnost za to, da vsi zaposleni, tudi vodstveni kadri, vedo, v kateri smeri delujejo ali ne, oziroma kje se ustavijo in kje poprašajo za pomoč, če se ne znajo odločiti. Tako da preventiva je bistvena. Kurativa, tudi v smislu tega, kakšen kader izbiramo oziroma kako potem delujemo, kako reagiramo na takšne dogodke, je pa seveda povezana s tem, kakšne ljudi oziroma kakšen profil ljudi postavimo na vodstvene pozicije. Torej, če želimo identificirati ene ključne lastnosti vezane na samo korupcijo, ja, da se jih identificirati ne samo z psihometričnimi testi, ampak predvsem z zelo poglobljenim vedenskim intervjujem tekom procesa in na koncu je še zmeraj odločitev o tem, kdo bo prevzel pozicijo vodenja
v podjetju, kjer imamo tako nadzorni svet, kakor uprava, seveda v rokah uprave in nadzornega sveta. In tudi tu je potem dobro vedeti, kakšen profil nadzornika imamo. Zato jaz zmeraj poudarjam, ni samo operativno vodenje organizacije tisto, ki ima odgovornost za vzpostavitev procesov in preprečevanje korupcije, ampak tudi nadzorni sveti in nadzorniki, ki prav tako bi bilo potrebno, da so profilirani in da vemo, kdo so in kako funkcionirajo. Torej, izziv za vas, kaj tukaj lahko naredijo nadzorniki, kako jih vi izobražujete in predvsem, ali drži, kot je rekel predsednik nadzornega sveta Darsa, da oni neke dejanske analize, kaj se je dogajalo, ne morejo narediti, da so vse predali drugim organom in da so oni s tem opravili svoje delo. Ja, no, če začnemo pri nadzornikih, to me spomni, ko sem bil enkrat v Portorožu na eni borzni konferenci in so se tam te razni borzniki, brokerji, lastniki kapitala zgražali, kako ni nič od nadzornikov. Jaz sem imel nek panel in sem rekel, saj ste vi krivi za to, saj jih vi kadrujete. In prvi korak je, da izbereš ljudi, ki so sposobni in ki imajo tudi neko integriteto, da ravnajo neodvisno, strokovno, z dolžno skrbnostjo, vse, kar je treba. In če tega ne narediš, se lahko mi trudimo, pa usposabljamo, pa jim nudimo vse, kar je možno, ampak že dobra izbira je predpogoj za dobrega nadzornika. In tukaj je to naloga po eni strani SDH-ja v državnih družbah, kjer smo imeli skozi leta ves čas neko nihanje, ki gre počasi navzgor. Če smo odkriti, se nismo tam, kjer smo bili 20 let nazaj. Mnogi se spomnimo, kako je bilo takrat. Takrat sploh se nikomur sporno ni zdelo. Takrat so politiki pošiljali še post-it listke, pa pol SMS-e, ker je tehnologija napredovala, diktirali, kdo bo v upravi kakšne družbe, in tudi mediji niso reagirali, ker je bilo to normalno. Zdaj ni več normalno, še vedno pa verjetno proces upravljanja, izbire nadzornikov ni tak točno, kot je ne samo duh, ampak tudi črka zakona. Je veliko boljši, tudi SDH je popolnoma drugačen, kot je bil ob svojem samem začetku, ko dejansko je trajalo, da so sploh razumeli, zakaj so tam. Ampak dobra izbira nadzornikov je prvi korak. Drugi korak potem je usposabljanje, to dejstvo, da ti si lahko vrhunski pravnik, pa sploh bilance ne znaš prebrati. Ali pa si vrhunski financer, pa sploh ne veš, kaj naj bi član nadzornega sveta delal. Zato naj bi imel različne profile v nadzornem svetu, da vsak nekaj ve. Tak naj bi bil cilj. Vsak od teh profilov mora najprej pridobiti širša znanja, ne da bi zdaj delali s financerje, upravnike, pa kadrovnike, pa strateške menedžerje, pa strokovnjake iz branže, v katerih je družba, ampak neke osnove pa rabiš, ker drugače si brez vrednosti. Vse ne, če te ni. In usposabljanje je nekaj, pa še motivacija za skrbno ravnanje. Tam imamo zdaj Luko Koper. Sem hotela reči, tako rekoč prvi nadzorniki, ki jih tožijo, ki so in jih zahtevajo obsodili, in so zdaj v izvršbah. V izvršbah za vse, kar imajo, ampak to je verjetno pravnomočno obsojen za 16 milijonov evrov. To pomeni, da greš v osebni stečaj. To je tako. Nihče v Sloveniji, verjetno saj nihče, ki upravlja nadzorstvene funkcije, da bi ga jaz poznal, nima takega premoženja, da bi lahko tako škodo plačal. In tam je pa ena močna motivacija za skrbno ravnanje, ker tveganje odškodninske odgovornosti ni več nekaj abstraktnega ali pa nekaj, kar bi bilo samo teorija, ampak je zelo, zelo resna stvar in je tudi to zelo resna funkcija. Potem pa je na koncu pa še tudi ne nazadnje motivacija v smislu plačila. Tako, da po ceni najceneje ni najboljše. In da se družbe bolj ukvarjajo z tem, kako prihraniti pri nadzornikih, kot pa pri WC papirju, se pa to tudi nekje pozna v kvaliteti ljudi, ki so pripravljeni v to iti. To je bilo ravno moje vprašanje za vse tri. Je v bistvu nagnjenost korupciji povezana tudi s prihodki, ki jih imaš? Imeli smo recimo primere zdravnikov, ki bi težko rekli, da so najbolj revni v Sloveniji, pa smo imeli zelo veliko primerov, pa zlate palice to. Vi ste omenili nadzornike. Je tle neka korelacija med višino prihodkov in nagnjenostjo, ali
je nekdo, ki ima veliko želi, pravi včasih še več. Bi lahko rekli, če bi imeli nadzorniki in predsednike uprave in direktorje milijonske plače, korupcije ne bi bilo, ali to ne velja. Ker zdravniki verjetno nas nekako postavljajo ne ravno na laž, ampak da mogoče ta teorija ne drži najbolj. Jaz bi morda to z psihološkega vidika malo svetlila, ker je zelo zanimivo. Če pogledamo, kako deluje človeška motivacija. V času prve industrijske revolucije so odkrili, da korenček in palica ne deluje vedno, oziroma deluje samo do določenega nivoja. Več, ko nekoga spodbuja z denarjem, prej se potem nagne v korupcijo oziroma začne iskati načine, kako bo čim več dosegel, zato da bo dobil čim večji bonus. Torej, zame definitivno večja plača oziroma visoka plača, visoko plačilo ni prava rešitev. Zato je pošteno plačilo, tisto, kar je pa dejstvo, je pa moja motivacija, zakaj se sploh odločim biti nadzornik. To je prvo kot posameznika, kar se da spet skozi profiliranje in proces odkriti. Drugo pa, kako družbe oziroma podjetja prvič tudi želijo prihraniti pri izbiri agencij oziroma nas svetovalcev, ki jih izbirajo za oceno posameznih profilov, prihraniti v smislu ne samo seveda stroškovnega vidika, ampak tudi, kje bodo lažje dobili potrditev za določenega kandidata. In tukaj je neizmerna odgovornost. Prvič bom povzela tudi na naši agencijski strani, torej na strani svetovalcev, kako opravljamo svoje delo in kdaj reči ne projektu, in na drugi strani naročnika, torej bodisi družbe, SDH-ja, podjetja, kogarkoli, ki izbira določen profil kandidata. In če tukaj imamo na eni in na drugi strani transparentno že v prvem koraku, takrat je tudi veliko manjša možnost, da se bodo dogajali korupcijski primeri. To je dejstvo. Če kjerkoli prihaja do prilagajanja, popuščanja ali se ga poznamo, saj bo v redu, že to je lahko dovolj. Kaj šele, ne sej njega so priporočili, bo že v redu. Oziroma celo negiranje ocene, ki jo dobiš od nekoga neutralnega. Tako da definitivno integriteta in neutralnost na strani konzultantov, ki upravljajo delo ocen, in seveda integriteta na strani tistega, ki izbira končnega kandidata. In mislim, da za eno in za drugo rabiš veliko, ne samo integritete, ampak tudi poguma, za reči ja ali ne. In tu se pa začne. No, gospod Snežič, verjetno ni človek, ki bi mu strašno manjkalo denarja, pa če gre verjeti poročanjem, je samo od enega človeka dobil 90.000 evrov, seveda naj bi se to potem razdelilo, pa vendarle, vprašanje za vas. Dobimo skesanca, reče, jaz sem temu dal podkupnino, ga celo posname v neki pisarni, nasprotna stran reče, jaz nisem tega vzel. Kaj tukaj naredita policija in kasneje tožilstvo? Kakšne dokaze v bistvu rabita, da dejansko lahko dokažeta dajanje in prejemanje podkupnine? Tukaj gre dostikrat beseda proti besedi. Je to dovolj ali rabite več od tega? Zdaj, katere dokaze mora tožilec predložiti sodišču, da doseže najprej preiskavo, potem mogoče celo obsodbo, določa kazenski zakonik. Pač tisto kaznivo dejanje, ki bi v konkretnem primeru prišlo v uporabo, tam so prav našteti beseda za besedo, kaj vse moraš dokazati, če hočeš kazenski postopek sploh začeti, pa potem uspešno pripeljati koncu. Pri korupciji, korupcijskih dejanj imamo v Sloveniji uradno deklariranih 8. 2 je nepomembnih, ker je z področja volitev, pa to nikoli še nismo, oziroma tako rekoč ne pride poštev. Ostalih 6 je pa bolj pomembnih, to so pa 2 korupcijske dejanji, to je sprejemanje in dajanje nedovoljenih daril v okviru gospodarstva, kjer je med eno in drugo gospodarsko družbo, oziroma med gospodarstveniki. Ostale 4 so pa vezane na uradna dejanja in na uradne osebe. Tam se pa vedno daje podkupnina, oziroma nedovoljena nagrada, zato da se doseže neko uradno dejanje. In seveda, če pogledamo proč od konkretnega primera, v katerem ne vem nič, oziroma vem ravno toliko, kot veste vi iz medijev, najprej bo treba ugotoviti, za katero korupcijo bi šlo, ali gre za uradno dejanje ali ne. Če gre za uradno, potem iščeš med tistimi 4. Zdaj, prvi vtis je medijski, da neko konkretno uradno dejanje, vsaj omenjali ga niso medijska poročila, torej bi gledal med dejanjem tistim, kjer pri gospodarske dejavnosti daješ ali pa sprejemaš nedovoljena darila. In tudi tam je z namenom tisti, ki da darilo, hoče doseči nek pozitivni učinek za svojo pozicijo, da pridobi nek posel ali pa da ga ohrani, da ga ne izgubi, ki bi ga drugače izgubil, če ne bi dal darila. Tisti, ki sprejme, pa potem ali je sam odločevalec in reče, boš dobil ta posel, ali pa ima moč, da vpliva na odločevalce in tako priskrbi
ta posel. Torej, z nekim posrednikom, tako kot je bilo v tem primeru. Ja. Se je zgodil kakšen primer, da je dejansko stvar prišla do sodišča v privatni družbi v Sloveniji? Vse, kar govorimo, je javni sektor in družbe podjetja v državni lasti. Jaz osebno se ne spomnim, seveda pa ni tako. Je sploh kdaj se zgodilo, da je šlo v nekem zasebnem podjetju, ali tam tudi, če slučajno pride do česa takega, malo pometejo pod preprogo oziroma rešijo znotraj same organizacije in stvar ne pride, kot prvo ni bistveno manj zanimiva za medije in za splošno javnost. Je bil kakšen tak primer v zasebni družbi? Ne, se ga ne spomnim sedaj, na hitro. Ja. Pa se tukaj moramo vedeti, se tudi težje, so kazniva dejanja, ki se zgodijo takrat, ko nekdo upravlja s tujim denarjem. Vse na neki točki je to vsak menedžer, ki je ločeno lastništvo od neke funkcije vodenja, ampak dostikrat v privatnih družbah to ali ni ločeno, pa imamo te gospodarstvenike, ki hkrati vodijo svoje poslovne sisteme in če on hoče nekomu dati neko provizijo za to, da bo z njim sklenil posel in če ta drugi tudi ne sprejema provizije, ker na zaupanje v nekem mandatnem razmeru za nekoga drugega, bi niktak mogel se odločiti glede na neke objektivne kriterije, se sploh ne, nisem strokovnjak za to, ampak po mojem to sploh ni kaznivo. Ja, je možno, ker recimo eno veliko podjetje različne dobavitelje ima in potem od enega dobavitelja kupuje recimo pisarniški material. Za to vrsto blaga imamo več dobaviteljev in eden, ki temu nabavnemu referentu, ki odloča o tem, kdo bo prodajal njim papir, on od njega prejema neke nagrade, denarne, počitnice, karkoli. In vedno je ta en in isti dobavitelj, čeprav je še 5 drugih na trgu, ki imajo ravno tako kvaliteten papir, ali pa še bolj, pa še cenejši, ampak nikoli se tega ne preverja. To je nabavni referent, če pa lastnik hoče kupovati dražji papir. Ampak nekdo znotraj spet polini dol. Če lastnik lahko daje, plača za papir tudi milijon, če se njemu tako zdi. Takrat sem pa razmišljal, ali lahko eno neumno idejo, kaj je čist. Nikoli se nisem z nekom pogovarjal, pa tudi nisem strokovnjak za kazensko pravo, ampak kaj če bi dekriminalizirali dajanje podkupnin? Če daš podkupnino, ni več kaznivo dejanje, če jo vzameš, pa je. Po mojem bi za eno tako spremembo kazenske zakonodaje čist onemogočil kakršnokoli podkupovanje, ker nihče ne bi upal vzeti nobene podkupnine, še manj pa zahtevati. Takoj, ko bi ti rekel, dobiš posel, če mi daš X, ti bo dal ta X in te prijavil, ker bo varen. On ni nič naredil narobe, ta, ki je vzel, je naredil narobe in po mojem bi, verjetno ne bi bil politično najbolj popularen ukrep, ampak bi deloval. Tu smo mi tudi narekovaju ujetniki mednarodnih konvencij o preprečevanju korupcije in pač zahtevajo to široko paleto vseh teh kaznivih dejanj, ki jih imamo, mi smo jih tudi mi v veliki meri prevzeli iz mednarodnih konvencij. To pomeni tudi dajanje more biti kaznivo dejanje. Ja. Zanimivo, recimo, moji prejšnji karieri, preden sem se začela ukvarjati z razvojem in iskanjem kadrov, sem bila v farmaciji, skoraj 20 let, v mednarodni farmaciji. In zanimivo, se vemo, farmacija je bila zmeraj na udaru in imamo primere. Veliko izletov in potovanj. Tako, zdravnikom in podobnim. In tudi, recimo, procesi oziroma modeli, poslovni modeli obstajajo, ker je veliko dobaviteljev ali pa so distributerjev zdravilne. In zanimivo je, kako se znotraj vseh v družbah, v katerih sem bila zaposlena, kako so se polotevali tega izziva problema. Prvič je res šlo na edukacijo vseh zaposlenih, kjer smo na vsak kvartal morali oddelati določeno število treningov, za katerega smo imeli tudi preizkus znanja in to je bilo elektronsko, virtualno. Če drugo ne, si dobil zavedanje, katere pasti obstajajo, ker so bile zelo konkretne. Koliko je to ostalo v moji glavi in mojem vedenju zavedeno, definitivno je nekje vse spominov tam obstajalo. Torej, si lahko že vnaprej kot zaposleni predvidel, kaj se ti lahko zgodi in kaj v tem primeru narediti. Zanimivo je, da s tem ne moremo preprečiti tega, lahko pa upravljamo. V primeru velike farme, pa njihovih trženjskih praks, če bi bil cinik, bi vprašal, se jih usposabljali, kako ne povečevati obsega prodaje z nekimi spornimi motivacijami zdravnikov, ali so jih usposabljali, kako ne to počnejo, pa da jih ne bodo dobili. To je dostikrat absolutno se strinjam, skladno s poslovanjem je zmeraj. Zdaj pa tako, kaj je namen? Jaz bom tako rekla, ker sem delala. Tisto, kar namen je zmeraj dober v smislu pomagati ljudem izboljšati kvaliteto njihovega življenja oziroma
poskrbeti za njihovo zdravje. Zdaj pa kako se podjetje vede, pa stvar kulture. Včasih se lahko nagne v eno ali pa v drugo smer, ampak veste, od čega je odvisno? Od lokalnega GM-a. Ne od globalne korporacije in od tega, ampak kakšen vzor je lokalni generalni direktor ali pa celo lokalni vodja oddelka. Ja. Tisto, kar počne ta, tako bodo počeli ostali. Zdaj, Tu je ko tudi smo odsev pri slovenske vzoru, situacije. kaj v tem trenutku lahko naredi SDH, ki je v rahlo neprijetni vlogi. Pred kratkim so imeli hišne preiskave, sicer zaradi nekdanjega vodstva, zaradi domnevnega večmilijonskega, 14-milijonskega oškodovanja SDH-ja v prodaji podjetja Via Separation. Hkrati so takoj po aferi Dars zahtevali pojasnila. So zaradi teh hišnih preiskav zdaj mogoče malo manj, ali pa bom rekla, bolj brezzobi, kot bi bili recimo še nekaj tednov nazaj, ali je zato, ker gre za drugo vodstveno strukturo, stvar v bistvu popolnoma ločena in ne more priti tja in reči, kaj se pa vi greste, saj imate ravno kar še hujšo afero tlele pri vas. Ja, jaz mislim, da ne. Jaz mislim, da SDH absolutno mora čim bolj sodelovati s preiskavo vsega, kar je bilo pri njih v preteklosti narobe, tudi popolnoma, kar je znotraj te preiskave možno pa dovoljeno transparentno komunicirati o tem, ampak ravno zato, ker najprej so to bili drugi ljudje, to ne pomeni, da zdaj imajo trenutni člani organov kaj manjšo odgovornost pa nalogo striktno kot upravljalec skrbeti, da so interesi SDH-ja kot družbenika ali pa Republike Slovenije v državnih družbah varovani. Oni morajo tukaj narediti, kar lahko naredijo. Razumem odgovornost, mislim bolj v smislu moči. Odgovornost absolutno imajo. Zdaj vprašanje, kako ga nekdo na drugi strani v bistvu resno jemlje, v smislu, pri vas je bilo zelo podobno, kaj mi vi zdaj tlele pametujete. Ja, no, mogoče si to misli, ampak vse nekdo, ki ima formalno moč, ima tudi hierarhično moč. Če te jaz lahko odpustim, lahko me ne vzameš resno, ampak je to ponavadi slabo zate. Drugo, kar pa je pri hišnih preiskavah, spet, ne vem, če se spomnite, ko so se v popolnoma drugih vlogah 9 let nazaj pogovarjala, ko so predsednika uprave pred kamerami, ko je bila hišna preiskava, pa so mediji vedeli, pa so ga basali v marico in odpeljali, in potem, kaj bomo naredili, a ste že kaj naredili, zakaj niste nič naredili, cel cirkus je bil. Zdaj, po mojih informacijah, 9 let kasneje, preiskava še vedno ni zaključena, nič se še ni zgodilo. Vmes so se vzpostavili standardi za finančne institucije. A to govorijo o banki? Ja. Okay. Sem mogla razmisliti, kaj je bilo 9 let nazaj. Jaz sem bil predsednik nadzornega sveta, predsednika uprave, so mi dobesedno hišna preiskava, samo da so ga še v marico zvlekali. Ni bilo... Še peljali smo se za marico nazaj v Ljubljano. Najprej prvo, ker jaz, če bi bil v teh strukturah, pa da mi novinari že tam čakajo, ko imam jaz hišno, bi znoro čist, ker če ni možno zagotoviti zaupnosti tega, je brez veze delati. Mislim, kakšen je to red. Drugo, kar pa je to, itak novinari, da seveda niste dolžni odkriti vira, pa kako ste vedeli, da bo, pa da so vsi bili že tam pripravljeni s kamerami. Pa to, ampak, in to ni bilo edinkrat, to se redno dogaja. Hišne so bile cel šov, tako kot nek reality. Kot njegov odvetnik in on sam. Sam to je tako slabo za preiskave. In ja, zdaj mislim, da se je to malo uredilo in manj imam šteh uživo. Manj se mi zdi, da jih je, jaz se prav ne spomnim kakšne zelo odmevne v zadnjem času, da bi rekel, ne vem, 200 policistov na delu, ne vem koliko policijskih uprav. Se mi zdi, da ne vem, kolikor je afer po eni strani veliko, se mi zdi, da malo, včasih smo imeli non-stop, pa so šli v Banko Slovenije, pa potem guverner ni hotel govoriti, pa se je zanašal na pač podporo ECB-ja, pa potem je tožilec skočil v zrak, da pač on ne more, pa potem so trdili, da so vsi njihovi dokumenti bančna tajnost. Včasih je bilo veliko tega, se mi zdi, da je malo teh res odmevnih hišnih preiskav, ko se novinari vozijo v zadnji za marico na zaslišanje, pa snemajo, pa ne vem kaj. Se mi zdi, da je manj. No? To pomeni, da policija boš dela, ker so očitno sposobni obdržati stvari, ki morajo biti zaupne. Ali pa jih je manj. In pa, ker on ne pride na tiskovno konferenco in pove, kaj je bilo, nihče ne ve.
In to tako mora biti, ker če ljudje vejo, ne, pa če celo noč lahko šreda dokumente, ne, pa ne vem kaj, pa le brez veze hišno imeti. Ne. Ampak ne, drugo sem hotel povedati. Prej smo rekli, da motivacija tudi za prijavo, ne, tudi za neko naznanilo neke domnevne nepravilnosti in tudi ne, dokumenti ali pa drugi dokazi, ki so osnova za nadaljne postopke, niso vedno ne, benevolentni ali pa dobronamerni ali karkoli. In tukaj neka domneva nedolžnosti še vedno mora obstajati. Ne, v finančnih institucijah kot najbolj reguliranih, pa fit and proper in tam ne, integriteta je res tako del postopka kadrovanja, ki je ugrajen v sistem. Ne. Tam je zdaj se vzpostavil ne, preko ECB-ja in Banke Slovenije standard pravnomočne obtožnice. Nekdo ni primeren za vodstvo ali pa nadzor banke, ko je proti njemu vložena pravnomočna obtožnica. Vse, kar je prej, ne, je še vedno primeren. Ne? In zdaj tudi tukaj proti SDH-ju, tudi če bi bili isti ljudje, pa niso. Reči, da oni pa nimajo neke ne, legitimnosti ali pa moralne podlage, da bi zdaj karkoli preiskovali, zato ker so imeli hišno preiskavo, ne bi bilo po mojem prav. Ne? Je pa res, da vsi te primeri ponavadi so nekako izvirajo iz nekih vrhov, ali so to vrhovi v podjetjih, ali so vrhovi v politiki. Ne? Vsi se spomnimo recimo KPK-vega primera z Janšo in Jankovićem, ko noben od njiju ni znal pojasniti izvora svojega premoženja. Ravno ta teden je premier Golob rekel, da pač je malo posredoval pri policiji, kako se je treba tam noter obnašati. A se vam zdi, da je tudi zato, ker je na nek način tako obnašanje prihaja od tistih, ki bi nam morali biti vzor in zgled, da se potem povprečnemu Slovencu zdi, ma se vsi kradejo, vsi lažejo, kaj je pa zdaj le Jurija dati nekomu, da bo meni šla gradbena stvar hitreje čez, ali pa da bom dobil uporabno dovoljenje, ali pa karkoli že treba. Ali je mogoče to dojemanje, kaj je prav in narobe pri Slovencih, mogoče malo bolj sproščeno, ali je res toliko težje dokazovati primere korupcije in je zato, kot sva rekla na začetku, jih morda nekoliko manj, da se jih dejansko konča? To vprašanje je zame pretežko, to je bolj za kakega sociologa ali pa kakega drugega raziskovalca javnega mnenja. Pri nas na tožilstvu samo zaznamo, da je pripravljenost za naznanitev korupcije zelo mala. Ravno zato, ker to so tako posebna dejanja, ker nimaš pravega oškodovanca. Če ti nekdo nekaj ukrade, si oškodovan, ker si izgubil. Če ti nekdo pretepe, si oškodovan, ker te boli. Tukaj pa ni, tukaj ima in dajalec in prejemnik imata velik interes, da to ostane skrito, ker tudi iz posla vlečeta koristi. Tako da so naznanila, ja, so lahko, da je nek zelo krposten človek izvedel po naključju to, pa je naznanil redkejši primeri, ali pa da gre tudi za kakšne drugače motivirana naznanila, tudi to. Ali pa ne tako redko, da se pri preiskovanju kaznivega dejanja bolj ne po naključju odkrije še neko korupcijsko dejanje, ki teče vzporedno. Tako da pripravljenost naznaniti korupcijo je pa zelo nizka v Sloveniji. Pa še tisti, ki bi naznanili, hočejo biti anonimni do konca in ko zvejo, da to ni mogoče, grejo. Zakaj, če morda ste kdaj ugotavljali, zakaj je ta pripravljenost na naznanitev tako nizka? Se nam dejansko, kot sem prej rekla, zdi to nekaj tako zelo normalnega, to se itak dogaja, to vsi počnejo, ali moraš dejansko biti na nek način prizadet in ti recimo zgubiti en posel in zdaj veš, da je tvoj konkurent njemu plačal in ga zdaj prijavaš za tega, ker si ti zgubil posel, si mu pa itak ti prej 10 let plačeval, sam pač očitno malo manj. Zakaj je tako nizka stopnja zavedanja, da je treba take stvari naznaniti in prijaviti? Bi vi prijavili svojega delodajalca, ko bi zaznali za njegovo korupcijsko ravnanje? Zelo resni premisleki. Povem vam primer ene osebe iz ene banke, iz risk področja. Več let po tistem, ko je bila banki hišna preiskava, je še hodila kot priča tudi na sodišče, izredno korektno, tako prevenilne kot razbremenilne vidike izpostavila, ampak je povedala, da na bančnem sektorju ne dobi več službe, ker se pač zvedlo, da je preveč poštena, ampak da je povedala tako, kot je se tam dogajalo in očitno jo je branža ocenila kot nevredno zaupanja. Čeprav je zelo, zelo visokimi etičnimi načeli nastopala ves čas. Tako da in taki primeri
Sej tudi Galeta, ki ga vsi poznamo. Tudi svetovno znanim, najbolj znanim žvižgačem, nobenemu se ne godi nič dobro. Ne. Ali so mogli prebegati, ali so se skrivali, ali ne smejo nikoli več nazaj, ni jih, da nekaj takega narediš in potem spiš na lovoriki, ampak kvečem mora življenje popolnoma spremeniti in to običajno na slabše. Biti narodni heroj pač ni ambicija večine ljudi. No. Nažalost, mogoče bi mogli biti vsaj v tem času, v tem pogledu nekaj desetletij nazaj. Slovenija v zadnjih letih precej pada na lestvici zaznavanja korupcije. Nekako smo se tam v začetku prejšnjega desetletja malo dvignili, zdaj smo pa zelo padli in padamo vsako leto. Je to samo zaznava, ker oni ocenjujejo na podlagi zaznave, ne na podlagi dejansko rešenih primerov. Zakaj v bistvu smo tako slabi? Kdo tukaj ne opravlja svojega dela, oziroma kje bi bilo treba to presekati, da začnemo spet. Zdaj smo tam okrog 50. mesta med 180 državami, kar glede na to, da je tam cela Afrika, pa Bližnji vzhod, pa pol Azije, smo tam nekje. V Evropi smo zelo slabi. Vir teh podatkov so ankete med gospodarstveniki ali so to kakšne objektivne številke, koliko je bilo nečesa zaznanega? Ne, to so več ali manj so ankete. Ja. Zato pravim, več ali manj gre za zaznavo, ne gre za, ne vem, letos smo pa rešili 100 primerov, zato ste šli više, več ali manj so to primere zaznave. Ja. To je problem, ki ga na tožilstvu vidimo kot glavnega. Ne zaznamo kaznivega dejanja. Pa koga zaznaš, če to kaznivo dejanje, ki je že bilo storjeno korupcijsko, izredno težko dokazovati. Samo v tistih redkih srečnih primerih, ko ga zaznaš, ko je še v izvajanju ali pa v pripravi, takrat so neke večje možnosti, da se zberejo dobri dokazi, ki bodo zadostovali za obsodbo. Takrat se lahko prekriti preiskovalni ukrepi začnejo in takrat se pol. Tako da zaznava, to, da pa gospodarstvu ocenjujejo ljudje, da je korupcije veliko, potem pa verjetno oni zaznavajo to. Kot sem jaz razumel, ocenjujejo, da je manj, kot so ocenjevali. Ne, ocenjujejo, da je več, ker pada. Mislim, razen če po ostalih toliko dobro ocenjujejo, pa pač mi ostajamo na istem mestu, pa ostali rastejo. V vsakem primeru mi po lestvici padamo in smo bili lani na 41. mestu in najboljši smo bili leta 2016 na 31. mestu in smo približno z Češko, Gruzijo in Italijo, pri čemer je KPK že leta 2001 ocenila, da se zaradi koruptivnih dejanj v Sloveniji izgubi 3,5 milijarde evrov, kar je bilo v tistem momentu približno 8% slovenskega BDP-ja. Kar pomeni, da SDH kot upravljalec več kot 10 milijard, približno 12 milijard je zdaj, ko je prišla pripojitev do UTB-ja, lahko kar nekaj naredi na tem področju. S tem, da tukaj, če bi bil optimist, mogoče smo samo bolj občutljivi. Pa da kot koruptivno čutimo stvari, ki so se nam zdele normalne, še 20-30 let nazaj. Drugo, kar pa je, s tem se veliko tako v korporacijskem pravu ukvarjamo, pa razmišljamo, pa ne pridemo nikamor, oziroma počasi napredujemo. Problem gospodarskih družb kot takih je, da imamo mi v samem zakonu, v samem konceptu gospodarske družbe smo naredili psihopate. Gospodarske družbe morajo ravnati, kot bi pričakoval od psihopata. Ti si dolžen uspeti za vsako ceno, uspeh je enak z denar pod črto na koncu nekega obdobja in druge vidiš v najboljšem primeru kot vire, od katerih boš nekaj zaslužil, v najslabšem pa kot sovražnike, ki jih boš uničil. In standard skrbnosti in odškodninska odgovornost je tudi v Sloveniji še vedno vezana na to, kakšen je učinek na IP bilanco stanja, se pravi, kaj je na koncu rezultat nekega tvojega ravnanja ali opustitve. Če je profit, si bil dober, če ni profit, si bil slab. In tam imamo problem, ker je bilo prej rečeno tudi, recimo, imaš nekega menedžerja, od GM-a lokalnega je odvisno, ali ljudje ravnajo z integriteto in ali se bodo poslužili tudi spornih praks, da bodo povečali prodajo. Ampak ta GM je dostikrat pod neznosnimi pritiski, da mora povečati prodajo. In vsi mu razlagajo, bog ne daj, da imaš negativno publiciteto, bog ne daj, da imaš
preiskave ali pa nekaj, ne, da se zgodi, ampak znotraj tega, kar je pa še približno dovoljeno, ne, pa naredi karkoli. Tudi če je etično sporno ali pa ni integritetno ali pa to. Ne. Tukaj ne, moramo nekaj narediti pri samem konceptu gospodarskih družb, kjer moraš biti pa zelo previden. Ne. Ker gospodarske družbe niso nič drugega kot neki stroji, ne, ki ustvarjajo dodano vrednost na trgih, ne, dobesedno delajo denar, hkrati pa nudijo tudi službe, tehnološki napredek, ne, marsikaj ne, dobrega smo dobili od njih. Tukaj... Jaz se čist ne strinjam s tem, no? Zato ker Čudovito. Ne strinjam tudi zaradi moje mednarodne kariere in tako, ko srečujem veliko raznolikih ljudi. Dejstvo je od posameznika, lokalni GM, geografski GM, popolnoma vseeno. Ja, od njega je odvisno, tudi če ima pritisk. Številne strokovnjake in dobre direktorje poznam, ki znajo z dobrimi, etično, popolnoma nespornimi praksami in celo motivirajočimi aktivnostmi za svoje zaposlene narediti dobre rezultate. Je bottom line seveda ključen, kaj na koncu ostane kot profit, ampak kako bomo delali stvari in kakšne prakse spodbujam, kako v bistvu jaz kot vodilni kader svojim ne dajem samo vzgled, ampak jim tudi pokažem, kaj lahko in kaj ne in koliko nas lahko ne v tem letu, ampak v naslednjih 3 letih nekaj stane. V tem je bistvena razlika in lahko govorijo o tem, da imamo kratkoročno razmišljajoče GM-e ali pa vodstvene kadre ali pa tiste, ki razmišljajo dolgoročno. Dolgoročno je seveda to povezano ne samo z bottom line rezultatom, ampak tudi z mojim lastnim ugledom. Če sem ga pripravljen riskirati za to, v tem trenutku ne razmišljam, ker je moj pogum večji na strani wow, zaslužil bom, ali pa je moj pogum večji na strani želim narediti dobro, ker se bodo tudi drugi od tega učili, je moja lastna odgovornost. In pridemo do tistega, kako izbiramo ljudi za ključne vodstvene funkcije in kako v bistvu predvideti že naprej, kako se bodo ti posamezniki v kritičnih situacijah, kritičnih v smislu, ko se morajo odločati zelo etično, kako bodo ravnali. Ampak, če pogledamo slovenske GM-e, sicer nažalost nimamo prav velikega števila mednarodnih korporacij, ki bi bile tukaj, imamo pa recimo Novartis in podobne. Kam bi nas, glede na to, da ste rekli, da je to odvisno zelo od lokalnega okolja, ampak seveda človek drugačen človeka, ampak recimo, da bi rekel, da povprečen slovenski GM je bolj nagnjen k tveganju in korupcije in ali manj. Seveda, zdaj z Balkanom se ne moramo primerjati, verjetno smo tle vseeno malo boljši, ampak recimo korporacije bi Slovenijo in njihove GM imele za kakšne? Bolj za poštene ali bolj za nepoštene? Odvisno s kom primerjamo Slovenijo. Recimo, da jo primerjamo z Severno Evropo, srednjo ali pa jugom. Tako, Slovenija, kar se tiče mednarodnih korporacij, tako kot sem jaz razumela, predstavlja zelo nizko tveganje korupcije, zato ker obstaja dokaj velik nivo etike, tudi z vidika izbire kadrov. Bodisi tistih, ki so zaposleni kot lokalni talenti, torej Slovenci na vodstvenih pozicijah, bodisi kot tujci, ki pridejo v Slovenijo upravljati eno vodstveno pozicijo. Nižje, južneje, kot smo šli, se je seveda to razumevanje korupcije povečevalo. Je pa, vračam se na to iz okolja, v katerega sem živela in v katerem sem delala, če ozaveščaš o nečem, takrat nekaj tisto seme te ozaveščenosti ostane. Ne? In z vidika tega, kakšna je raven korupcije, kaj pa je konec koncev korupcija? Korupcija je vedenje, ki je spodbujeno z nečim, želim pridobiti na nepravi, neetičen način nekaj. In ponovila bom tisto, kar sem prej rekla, preden smo začeli tale podcast, ne, kaj je v bistvu etično vedenje in kaj je etika. Da se vedem enako, kot se vedem pred vsemi, da se vedem tako tudi takrat, ko noben ne gleda. Absolutno. In jaz se res zmeraj vračam na posameznika, ker je moje delo takšno in kar so naše vrednote. Da ne bi spadlo, da jaz zdaj ne sploh ne povedala sem svoj vidik. Materialist, ki posničuje sredstva. Ne, ja, jaz pa večni optimist. Mi smo ogromno naredili tudi v zadnjih letih, pa ta trajnostnost, kot se zdaj reče. In skladnost poslovanja. In skladnost poslovanja in to, ne, da ti moraš na dolgi rok biti uspešen, ne, to je premik. Ampak še vedno pa moraš ravnati tako, da znaš povedati, kako to na koncu vpliva na uspešnost, kar pomeni na profit. Sama dobrodelnost, brez da ti lahko rečeš, sem dobil goodwill, ugled, bomo prodali več nečesa, ne, ni dovolj. Ne, ta biblična dobrodelnost, ne, ki je tiha in se ne hvali in nikomur ne poveš in daš
2 milijona, da en otrok premaga raka, bi po mojem bil obsojen. Če bi te odškodninsko tožila družba, delničar in bi rekli, da ta 2 milijona ti upravlja za to, da nam narediš 3 milijone, ne za to, da si rešil življenje enemu otroku, bi ga stožili. In tukaj hočem reči, da ta družbena odgovornost smo naredili premik v smislu ustvarjati dobičke na odgovoren način, ker je edino to vzdržno na dolgi rok. Ker ko zgubiš zaupanje nekih ključnih deležnikov, ti pade profitabilnost in ni dobro za posel. Še vedno pa na koncu je to nekaj, kar pač zgleda grdo. Biti dober v poslu nikoli ni samo sebi namen. Ti si dober samo zato, da več zaslužiš. Je pa nekaj res, če pa vseeno damo teh, bom malo proti tež dala, pa bom pa nehala, če daš vseeno 2 milijona, ne vem, otrokom za rešitev kakršnega koli zdravstvenega problema, seveda se to se na koncu realizira zmeraj tudi v P&L-u oziroma v bottom line, če z drugim ne zato, ker ozaveščaš, kje se da dobiti pomoč za če poveš, pa narediš tega akcijo, pa ti... Mogoče narediš dobro in potem lahko to razumemo kot nekaj ugle, kako se hvalijo, posto bo da zdaj zaslužili in ampak če pa ne bi povedal, tako kot je tista dobrodelnost, anonimna, pa bi samo nekaj dobrega naredil, pa ne bi znal pokazati, kaj smo pa imeli od tega, pa ne bi ravno skrbno. To nikoli nihče ne počne, ker tudi vse slovenske družbe, ki darujejo recimo UKC Ljubljana oziroma komorkoli, vedno objavijo in naredijo dogodek iz tega, ni tako, da bi potiho odpeljali tja nekih stroj in naprav za 1 milijon evrov ali več. Še eno vprašanje, omenili ste trajnost, druga beseda, ki je strašno popularna v zadnjem času, je digitalizacija. Ali je zaradi digitalizacije in tega, da je vedno več stvari sledljivih, vedno manj gotovine, čeprav sem ravno kar prebrala, da so te, ki se zavzemajo za vpis gotovine v ustavo, zbrali dovolj podpisov in tudi ECB bo posebej zapisala, da gotovina mora obstajati in jo mora sprejemati. Pa vendarle, ali zaradi digitalizacije je morda takih dejanj manj oziroma jih je lažje odkriti zato, ker imaš neko sled, ti hodiš s kartico, plačuješ, ti dobiš na račun in potem ti plačuješ s kartico in tudi se točno ve, koliko si zaslužil in koliko si porabil. In če si zaslužil 5 evrov in porabil 20, je tlele vprašanje, ki nenadoma je tale razlika. To, kar smo preomenili, premoženje nepojasnjenega izvora. Je morda tudi za podjetja lažje, zdaj, ko je toliko več stvari, ne več na papirju, ki morda lahko zgine ali pa se malo spremeni, ampak so pač neki resni digitalni zapisi. Ja, se tudi digitalni zapisi zginejo. Smo imeli primere, ko magnetogrami, skozi ko so jih rabili, so bili neko šumenje, pa ne vem, mogoče nekdo z ogromnim magnetom šel iskat tisti disk in ga je. Druga stran digitalizacije konec koncev je kripto, ki pa ni glih najbolj pregledna stvar na tem svetu. In tudi je čisto legitimen, da se razumemo, ampak na koncu, da je tudi tisti, ki imaš čisto iz nekih normalnih, legitimnih virov, par bitcoinov, te je kar strah, zdaj bom to vam potegnil. In pa je nekdo rekel, dokaže izvor tega premoženja in ti rečeš, 2014, takrat sem kupil in zdaj imam. In verjamemo, da tisti, ki imajo verjamemo, da tisti, ki imajo 10 bitcoinov, se bodo bali, tisti, ki imajo 10,000 ali milijon, se pa ne bodo bali. Tukaj je. Ampak drugače, digitalizacija pomaga, to, da ni več toliko gotovine, nedvomno pomaga, tudi digitalizacija v smislu upravljanja gradiv za seje, arhivov, ki so na voljo, tudi je nekaj naredila že tudi sam ta postopek oziroma zakon o pravdnem postopku že nekaj let nazaj, ker je bilo, da ti pričakuješ od nekoga, ki bi mogel imeti neko informacijo, pa zahtevaš, da predloži sodišču, če je ne predloži, da se tvoja trditev šteje za dokazano. Ker tisti je bil problem, člani nadzornih svetov so hrčkali dobesedno, najemali kontejnerje in imeli tiste gradiva izpred ne vem koliko let, kubične metre in metre papirja. Zdaj, po mojem, je potrebe potem veliko manj. In je lažje po eni strani dokazovati skrbnost, po drugi strani je pa lažje videti, da je nekdo ni bil skrben. Tako da tukaj je po mojem je napredek, zaradi digitalizacije ni pa...
Kaj pa za vas, ker jaz se recimo spomnim, te najbolj odmevni primeri gospodarskega kriminala so ravno rekli, da imajo tožilci sobe in sobe papirjev, ki jih je treba pregledati, nekako razvrstiti v nek smiseln red in najdeti nekaj v njih. Je za vas to zdaj neka olajševalna okoliščina, ko lahko v končni fazi iščeš po ključnih besedah ali pa dejansko se ti stvar olajša, kaj šele, ko bo pač umetna inteligenca toliko napredovala, da bojo sami iskali kriminalce. Ja, upamo, da bo čim prej pomagalo v tej meri, zaenkrat pa vsaj na tožilstvu še vedno obračamo kupe papirja, pa iz njih iščemo kaj uporabnega. Je pa res, da večino težaškega dela opravi že prej policija. Oni imajo tudi elektronska orodja boljša, ampak spet, da bi pa jim umetna inteligenca omembe vredno koristila, to pa še nismo tako daleč. Tako da. To potem pomeni, da še vedno imate skladovnice papirja in še vedno vse na roko. Še vedno na hišnih preiskavah se še vedno zaseže ogromno po papirju in ta prvi korak je, vzameš papir. Ko pa enkrat tudi gospodarske družbe ne bodo več poslovale papirnato, se bo pa še vredno samo z diski hodilo, pa se tisto analiziralo. A imamo v Sloveniji kakšen primer dobre prakse, ali izobraževanja na tem področju, ali nekega primera, kjer se je integriteta bistveno dvignila, ker se zdi, da zdaj z vsemi socialnimi omrežji in s tem se kvečem mogoče malo to vse še dodatno razpusti. Lahko vsak reče, kar si misli, še več je dovoljeno. A obstajajo kakšni primeri dobre prakse? Prej ste sicer rekli, da tudi SDH ni več tak, kot je bil 20 let nazaj. Jaz se recimo spomnim, ko je DUTB začel delati, kjer smo imeli Švede, pa smo mislili, kako bojo fajn, pa se je izkazali, da niso tako zelo fajn, pa Madžare in podobno. Ampak recimo, oni na začetku niso imeli v zakonu zapisano niti, da morajo voditi zapisnike sej, da je treba snemati sejo. To je bilo slabše kot neko družinsko podjetje s 5 zaposlenimi. Upravljali so pa z milijardami in z milijardami, tako da nekaj se je zagotovo naredilo v Sloveniji, pa vendarle zadnje afere kažejo, da je mogoče naročiti za 6 milijonov računalnikov, ne da veš, kam jih boš dal. Nekaj, kar smo mi čisto slučajno zdaj pred temi Darsi pa podobnimi stvarmi, mi smo dali ven priporočilo dobre prakse, kako naj nadzorni svet ravna, če se pojavijo očitki o nepravilnostih strani uprave. Ker smo ugotovili, da so nadzorniki dejansko malo zbegani, prestrašeni, pod stresom, pod pritiski, niti ne vejo, kaj naj ne. In smo jim dobili tudi zasedno priročnik dali, kaj narediti, kako narediti, katero orodje imajo, od posebnih revizij, forenzičnih revizij, pravnih mnenj, kako zunanjega strokovnega podporo dobiti, ne da jo izbira uprava, ki jo preiskuješ, kar je tudi presenetljivo težko v nekaterih primerih, kdaj preprečiti upravi dostop do nekih informacij ali pa do nekih ljudi, kdaj imaš razloge, da lahko upravo tudi takoj krivdno odpokličeš, kar zopet v Sloveniji nikakor ni lahko, in te hitro nekdo toži in pa si ti odškodninsko odgovoren, ker si ga nezakonito odpoklical. In tukaj ta priporočena praksa zdaj z strani Združenja nadzornikov obstaja, da bi imeli prav posebno usposabljanje na tem področju, ga še nismo razvili v sklopu usposabljanja nadzornikov, ki je nek tak širši osnoven program. Zdaj naslavljamo tudi to, bi pa verjetno morali temu dati večjo pozornost, ker je to ekstremen trenutek za vsak nadzorni svet in niso vsi enako dobri. Eni malo bolj posrečeno ravnajo, drugi pa malo slabši. Ampak so v tem trenutku nadzorniki dejansko torej nadzorujejo, ali se še vedno dogaja, kot smo bili vajeni sploh 10, 15, 20 let nazaj, da so v neke vrste komplotu z upravo in tako ena stran kot druga stran zelo dobro ve, kaj se počne in to počnejo skupaj z zavedanjem, kaj se počne. Ja, še vedno imaš verjetno nadzornike, ki so kriminalci. Če imaš ti nekoga, ki je tam z namenom, da bo skupaj z upravo kradel iz družbe, potem ga nimaš kaj dosti usposabljati ali pa karkoli početi, pa je bila napaka že v trenutku kadrovanja. En je edini način pač neka sankcija, da nekdo to zazna in da ga sankcioniraš in preprečiš, da kakšno to vrstno funkcijo še kadarkoli upravlja. Ker tudi v ZGD-ju imamo, če si obsojen pravnomočno za kaznivo dejanje zoper gospodarstvo, ne moreš biti več v nobeni upravi, v nobenem nadzornem svetu. In tukaj
je to. In vedno bo 1% ljudi, ki so taki. Ne? Vedno je pač človek, ki, ne vem zakaj, zaradi vzgoje, genetsko, kakorkoli že, ne, je tak, da to vidi kot priložnost. Ne? In da vidi nekoga, ki je integriteten kot slabiča. Ne? In mogoče posluša vas ali pa mene in se smeje in misli, kaka kekca. Oni dva pametujete na podcastu, jaz sem pa bogat. Jaz sem pa bogat in se bom samo ali dobro pa kot pravijo nato, eni, ne. sej, mislim, ena taka domača obstaja, ne, Jana, sej mi kritiziramo samo zato, ker nismo bili zraven. Mislim, mi potem govorimo o stanju duha, rekla bom samo to, malo se bom navezala na gospoda Podbevška. Mislim, da obstaja čedalje več zavedanja. Zavedanje o skladnosti poslovanja, o korupciji, kaj je koruptivno dejanje, se povečuje, to definitivno. Vrnila bi se pa na to, no, kako v bistvu zberemo vodstven kader. In tu se začne bodi si nadzornika, bodi si predsednika uprave. Imamo probleme. Enkrat sem eno predavanje dr. Škrlavaja poslušal, ne, ta temni trikotnik, narcisoidna motnja, psihopatologija, kaj je bila že tretja, še ena taka neprijetna osebnostna lastnost, so 10-krat pogostejše med predsedniki uprav kot v splošni populaciji. Ja, ker so povezane s tem, kaj nas žene, kako dobri smo, kako se znamo spostaviti, kako drzni smo, ne, in potem kako upravljajo svojim temnim delom osebnosti. Tukaj so bili vsi najboljši slovenski pesniki in pisatelji zelo posebni, pa so veliko pili in podobne stvari, tako da očitno vsakemu poklicu nekaj sodi, očitno različne osebnostne motnje, tudi k vodstvenim kadrom. Tako, jaz mislim, da je pomembno govoriti o tem, tudi če izpademo keksi. Zato, ker zaneti neko Trebamo nekaj spremeniti. Tukaj je tako, ta tretja je makiavelizem, ta neka manipulatorski, ciničen odnos do drugih ljudi. In tukaj ni najglasnejši ali pa tisti, ki si zna najbolj prilastiti usluge, pa najbolj odgovornost poriniti nekomu drugemu. Ni najbolj prepričljiv, ni najbolj šarmanten, ni najbolj samozavesten. Ljudje imamo še vedno nek tak odnos do vodij, ki je malo kamenodobni. Vodja mora biti en alfa samc, ki te pelje rejdati sosedne pleme in tako, in mora biti samozavesten. Samo to je uspeh, tisti, ki zna udariti po mizi in prevzeti na sebe celo odgovornost. Sodobni ljudje rabijo drugačne vodje. Tudi zdaj mladi rabijo smisel, rabijo nek protko poslanstvo, ki ga bojo imeli, in on ne bo sledil več v njem vodjem, ki so mogoče še nas vodili, ki smo bili mladi, ki je bilo res to hierarhično. Tako bo, ker sem jaz tako rekel. In ta avtoriteta je bila vedno neka zelo tako, z pozicije moči, bolj kot da več so govorili, kot poslušali. Mi, se strinjam, rabimo drugačne vodje. Jaz bi rekla, vodje. Da avtoriteta definitivno še zmeraj obstaja, ampak se je preoblikovala v eno obliko karizme, ki deluje na neki dobri osnovi, tudi če je to dobrodelnost. In ta karizma je sposobna ustvarjati rezultat, ampak na drugačen način. Tako da ne delam samo zase, pa zato, ker je moje dobro, ampak tudi, ker je lahko za ostale dobro. Kakorkoli to zveni zdaj nekje v zraku in neopremljivo, ampak dejstvo je tako. Najboljši vodje so tisti, ki imajo izjemno dobre rezultate in delajo to na način, tako da se oni počutijo dobro in ljudje okrog njih. In tu se začne. Tako da avtoriteto si pridobijo z spoštovanjem in zaupanjem, ne pa s korupcijo. Rekli smo, veliko je zavedanja, mlada generacija, če ne vidi smisla v nečem, tega sploh ne počne, imamo nove zakone. Kaj rabite še vi, da bo dejansko več prijav in več stvari dokazanih, da boste imeli dovolj dokazov, šli s tem na sodišče in tam seveda tudi zmagali? Kaj se mora spremeniti? Če bi si lahko zaželel željo, potem, da bi zakon dopuščal tudi to, da anonimnost prijavitelja ostane ohranjena do konca. To pa mislim, da po trenutnih standardih, ne samo slovenski, tudi Evropske sodišče za človekove pravice ni izvedljivo. Zanimivo, v internih mednarodnih korporacijah je vsaka prijava anonimna. Kako dolgo? Dokler ni proces rešen. Ko bo šlo pa na sodišče, pa se ga spet... Ste morda, govorili smo o generacijah, pravijo, da se zelo ločijo, pa baby boomeri, pa X, pa zdaj Z, pa tako. Vi morda opažate na nek daljši rok, nekaj desetletij, da so recimo določene generacije bolj podvržene k temu, da prijavljajo, kakšne manj, rekli smo, vedno več zavedanja, samo zavedanje ni dovolj. Jaz bom
prej ste me vprašali, če bi prijavila, jaz bom prišla domov, bom partnerju, prijatelju, komorkoli rekla, joj, pri nas je tako grozen, vemo, ampak noben pa ne bo nič naredil, kar pomeni samo zavedanje je prvi korak, ni pa dovolj. Ste opazili neko medgeneracijsko razliko v tem prehodu iz zavedanja v dejansko akcijo? Ne, na podlagi lastnih izkušenj ne morem potrditi te teze. Da upamo, da bo imela generacija za tudi tole, ker ima kar nekaj lastnosti, ki menda niso tako zelo dobre in v vsaki stvari želijo videti smisel, tako da mogoče bojo videli smisel tudi v prijavljanju koruptivnih dejanj in podkupovanj in tega, ker menda ciljajo k nekim drugim višjim ciljem, kar pomeni, da morda pa ne bojo vsi rekli, jaz sem pa bogat, vi se pa tlele kar pogovarjate. Mogoče en twist je zanimiv tukaj v vrednotah, da ne boš nekoga prijavil, ampak lahko to objaviš na socialnih medijih in s tem podkopješ nekoga življenje, Absolutno. Delo, integriteto. Tudi In veliko, način- jaz to opažam pri Tudi naši generaciji. kaj je vojna, je danes Uporablja nekaj druge povsem drugega, kanale. kot je bilo v zadnjih vojnah, ker danes ti lahko v živo spremljaš, kaj se tam dogaja. Mogoče lahko tudi dejansko koga na ta način izpostaviš, čeprav morda anonimno ustvariš nek popolnoma nov profil in to objaviš, tako se recimo delno tudi tiste, ne vem do kam je prišel primer, ampak sumi spolnih zlorab in podobnega se je v bistvu velik del začel prek v bistvu socialnih omrežij. Tako da imate eno dodatno, seveda je pa treba potem stvar še dokazati. S pomočjo medijev bi se še mogoče dalo tudi kaj izboljšati. Zbujanje oziroma povečevanje interesa oziroma zavedanja o pomembnosti tovrstnih tudi naznanil, ne samo etičnega ravnanja. Kaj se pa zgodi, če se ne motim, sem slišala, da so na Pop TV-ju za tega Skesanca v primeru Darsa rekli, da ne bodo razkrili njegove identitete. Kaj se zgodi v takem primeru? Kaj lahko se sploh na strani policije in v zgodbi? Zakon o medijih daje nekaj več pravic medijev, da zaščiti svoj vir. Ne poznam podrobnosti te določbe, tako da menim, da so se utemeljeno sklicevali na to, da ne bodo povedali imena in priimka te osebe. To pomeni, če so oni obljubili njemu in on sam ne želi stopiti do policije, pomeni, da bo stvar obstala. Ti dokazi, ki so bili predvajani na televiziji, to seveda obstaja, ampak samo po sebi to absolutno ni dovolj za obsodilno. Menim, da celo za hišno preiskavo ni dovoljno. Ker standardi sodišča so tu zelo strogi. Prej ste omenili, hišna preiskava še niti približno ni obsodba, ne? In da to ne bi smelo imeti nekih negativnih vplivov na posameznika. Se zelo strinjam, ampak kaj mora tožilstvo predložiti sodišču, da dobimo odredbo za hišno preiskavo, je zelo, zelo veliko in še več. Ja, se tudi, da ne bo narobe razumljeno, hišna preiskava ni nič. Ne? In hotel sem samo reči, ni pa sama po sebi toliko, da nekoga samo na podlagi tega zamenjaš, ker pravnomočna obtožnica je, tam sploh nimam jaz kaj gledati, pa presojati, ali pa me on prepričal v zagovoru, ali je dober ali ni. Pač očitno je toliko dokazov, da je to padla zastavica. Pa že prej mora nadzornik preveriti vse okoliščine, mora se s tem ukvarjati. Ni, ker prej sem preslišal vprašanje, oziroma tukaj sem drugi stvari govoril, ne se upravičujem, ampak ja, nadzornik mora vse informacije, ki jih ima, plus odziv strani teh članov uprave, ki mu je nekaj očitano, pridobiti in se na podlagi nekega svoje skrbnosti odločiti. Ali misel, da je res in da ta človek nima integritete ali pa je celo kaj kaznivega naredil, kar pomeni, da ga mora zamenjati, ali pa pač mu verjame, pa misli, da ni res. Zdaj, so primeri, ki so zelo, zelo jasni in očitni in enostavni, tudi dejstvo, da niso vedno uprave tiste, bili so prodajni referenti ali pa nabavni, verjetno še bolj. Vem, da je bil ampak to je že 10+ let nazaj, kaj je bilo, da je konferenca nabavnikov, so boljši BMW, kot je konferenca menedžerjev. To so avti, najvišji razred. To je mogoče samo zavedanje, ne smeš tega pokazati. Še vedno mora pa uprava poskrbeti za procese v družbi, pa za neke notranje kontrole, pa za obvladovanje teh tveganj, ki je tako, da preprečuje vse to. To ne pomeni zopet objektivne odgovornosti uprave, ker vedno se najde, če imaš ti 1000 zaposlenih, zna biti, da je med njimi toliko in toliko kriminalcev.
Ne? In če bo on hotel narediti kaznivo dejanje, ga bo naredil. Važno je, da se ti z tega nekaj naučiš, da ugotoviš, ali bo kaj narobe s sistemi v družbi in da spet popraviš in nadgradiš na naslednjič, da naslednjemu kriminalcu bo težje. Da jaz sam povem anekdoto izpred 15 let, ker smo ravno govorili o nadzornikih. Mi je takratni nadzornik Telekoma, izbiraš so člana uprave in sem jaz, kot takrat še novinarka, našla v njem nekaj, kar bi več ali manj bilo nedobro zanj, ne vem. Pozabila sem točno, kaj je bilo, ampak neka podjetja v stečaju, neplačani računi v glavnem. In jaz pač govorim s predsednikom nadzornika, mu to pač povem in mi je rekel, veste, mi nadzorniki tega ne pogledamo tako zelo, kot vi novinarji. Ampak to je bilo 15 let nazaj, tako da jaz upam, da se je to takrat spremenilo, ker jaz sem pač imela samo javno dostopne baze, sicer sem vse uporabljala in pregledala, ampak nisem pa zelih neke forenzike se šla ali pa najela koga in sem najdla stvari, ki pač niso bile temu kandidatu v prid in potem tudi ni bil imenovan, ampak mi je rekel, mi ne pogledamo tako zelo kot vi novinarji. Tako da je bila kar zabavna prigoda in meni se, da smo dali celo naslov. Tako da najlepša hvala vsem trem za to živo, izčrpno in zanimivo debato. Korupcije verjetno s tem ne bomo ustavili. Upamo pa seveda, da bo še več zavedanja in seveda še več takih, ki se bodo upali stvari tudi naznaniti in prijaviti. Tako da še enkrat hvala. Ja, hvala za vabilo. Hvala. Dragi poslušalci in gledalci, hvala tudi za vašo pozornost. Kot rečeno, to je bil premierni SBC podcast SBC Aktualno in kmalu seveda ponovno nasvidenje. Do takrat pa srečno. SBC Aktualno, podcast kluba slovenskih podjetnikov.